Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Poletje, dopusti, to je tudi čas, ko pogosteje obiščemo kraje, ki nam niso poznani, skratka potepamo se. In zato smo k pogovoru povabili iz Hotedršice dve dami. Z nami je predsednica Kulturno-turističnega društva Hotedršica, gospa Brigita Vehar. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Dobrodošli, gospa Brigita. In pa z nami tudi Barbara Zelenec, ki pri društvu pomaga kot tajnik v tej vlogi in je tista, ki nam je spisala sporočilo, da se v vašem koncu marsikaj dogaja. Torej tudi iz Hotedršice, gospa Barbara, dober dan. Dober dan, pozdravljeni in hvala za povabilo. Ja, šteje, kot rečemo, informacija. Če človek ve, potem lahko kaj na tem področju naredi, če pa ne veš, se pelješ pa mimo. Hotedršica ima tudi pomembno mesto na zemljevidu, kaj bi rekli kot domačinki, Barbara in Brigita? O lepoti vajinih rojstnih krajev. Ja, mogoče res, kot ste na začetku rekla, se samo pelješ lahko skozi vas. Marsikdo, ki pride v našo vas ali pa ki jo obišče na krožni poti po Hotedršci, reče, saj imate pa res kar veliko za pokazati, saj pa je kaj videti pri vas. Tako da marsikatero slovensko mesto domačini ali pa Slovenci vzamemo kot za nekaj samoumevnega, peljemo se skozi kraj. Naš kraj ima zanimivo ali pa dobro strateško lego, ker povezuje iz Ljubljanske kotline, iz Postojnskega konca, preko nas greš naprej proti Idriji, Bovcu naprej ali pa proti Črnemu vrhu in potem Ajdovščina. Ta strateška lega nam je v zgodovini dosti pomagala tudi pri razvoju kraja, pri gmotnem položaju posameznikov v kraju. In kako globoko nazaj greste? Dokumentacije imajo kolikšno letnico? Ker vi pri tej krožni poti po Hotedršici, ki je tako najbolj izpostavljen turistični produkt, najbolj zanimiv tudi za obiskovalce, tam greste lahko nazaj, da so res znane dejstva 100 let plus. Kaj pa sicer, kdaj se je že začelo govoriti o vaših koncih, pa o tam živečih ljudeh, njihovih navadah? Ja, v bistvu sama zgodovina preko arheoloških najdišč je nas recimo postavila nekje v srednji vek, kjer so odkrili tudi eno kamnito sekerico, ki jo ohranja. In je na ogled, a ne? Na ogled je v muzeju v Ljubljani. Ker je to pomembna najdba. Seveda, in tako da od tistega časa naprej bi lahko rekli, da se pač na našem področju vedno nekaj dogaja. Ne? Potem seveda so bili tukaj turški upadi, potem je bilo še mogoče prej nazaj, je bila železna doba, pa fužinarstvo, pa novi svet. Tako da v bistvu to področje je kar zelo poseljeno, tudi bilo recimo v rimski dobi, najde se tudi kakšen kovanec v naši okolici po gozdu še, če koga zanima, morda kakšno tako... Kot skriti zaklad ali pa lovna zaklad. Pa da ne bi preveč brskali. Tako mimogrede, če se spotaknemo ob ta kovanec. No tako, ja, seveda. Če se nam zasveti na poti. Če se nam zasveti, ja, ne. Tako da ja, v bistvu je to področje bilo vedno tako rekoč naseljeno, dosti zanimivo, dosti povezano z pač središčem Slovenije in potem z Oglejem naprej. Tako da ja, mislim, da se je kar vedno nekaj dogajalo na tem področju. Se je potovalo skozi vaše konce? Ja, seveda se je potovalo proti Idriji. Idrija je imela recimo rudnik živega srebra in tu čez je šla recimo potem velikokrat kakšen tovor povezan s tem, recimo v naših okoliških gozdovih se je delalo oglje za idrijski rudnik in še marsikaj bi se pač najdlo iz tistega recimo časa. Bil pa je tudi zanimivo ali pa pomembno obdobje ali pa obdobje, ki ga zdaj raziskujemo, obdobje Rapalske meje. Ob naši vasi, v naši vasi je v bistvu takratno vodstvo, politično vodstvo je želelo, da bi vas Hotedršica bila razdeljena po sredini vasi, da bi Rapalska meja potekala po glavni cesti, kar pomeni, da bi dobesedno vaščane vas razdelili na dva dela, na italijansko govoreči narod in slovensko govoreči narod.
K sreči so bili takrat domačini toliko močni, pogumni, da so si izpogajali to dejstvo, da je meja bila postavljena za vasjo, za polji, tako da je glavnina vasi ali pa res cela vas Hotedršica ostala skupaj, slovensko govoreča. Je pa zaselek Novi Svet je padel pod italijansko oblast, tako da Novi Svet je pa bil potem, bi rekel, odrezan in je postal italijansko govoreč. Tako da, ja, Rapalska meja je tudi tako obdobje, ki majčkeno se ga še mi spominjamo po prigovarjanju naših babic, dedkov, kako je življenje takrat potekalo. Pa so se o tem pogosto pogovarjali? Bolj na potiho, kot so bili med seboj? Ja, bolj na potiho. O tem obdobju se pač ni zelo dosti govorilo. Govorilo se je tudi mogoče bolj tako o tem, da se je švercalo, pa recimo, so iskali svoje priložnosti za boljše življenje. Seveda, ne, da so se v bistvu te kmetije opomogle. Sicer je bilo v tistem času v vasi tudi zajetno število gostiln, recimo Krpeta, ne, in ene par kovačev, se pravi, da je bil v bistvu tudi pretok ljudi na tem področju kar zelo močan, ne. Tako da... Kako pa uspete vi, ker to je ena izmed vsaj zame lepih reči, ko začutim tudi med vama to povezanost, čutite, da sta sovaščanki, da pripadate kraju. Kako se to zgodi, da imate to navezanost, pripadnost, da ste lokalni? Ja, kaj bomo rekli? Ja. Se morda se sami niti ne zavedate, ampak je pa čutiti, da živite za svoj kraj. No? Seveda, tu smo rojeni, tu smo odraščali, gor rastemo in... otroke vzgajamo tukaj, a ne? Ja, zdaj, ko so najstniki majčkeno zrastli, ko so otroci postali najstniki in odraščajo, imaš tudi čas se potem poglobiti v te stvari. Dobesedno zanimajo ali pa zanimajo, ja, in če nekaj izveš, zakaj ne bi to delil z drugimi vaščani. In potem, ko povemo, ko nam reka odkrijemo, ko povemo neko zadevo, kako je bilo, drugi rečejo, toliko cajta že tukaj živim, pa sploh nisem vedel, da je res tako bilo. Ja, če priješ do neke informacije, zakaj bi jo držal samo zase, poveš jo tudi drugim. Tako da to deliva tudi z mlajšo generacijo, predvsem preko te krožne poti po Hotedršici, če se za ta obisk odločijo šolarji, šolajoča mladina in pripravimo tematski dan, krožna pot po Hotedršici, ker lahko samo Rapalsko mejo obdelujemo cel dan. Z učiteljicami se zmenimo, recimo, če obdelujejo to obdobje, pripravimo učne liste na temo Rapalske meje ali pa na temo kulinarike v Hotedršici na Notranjskem, stavbna dediščina, plečnik, zemljanke. Obrti, ne? Mislim, obrtniki, ne? Krošnjarstvo, kolarstvo, vse te oglarstvo, te pozabljene obrti, ki so včasih pač dajale kruha, ne? Zdaj pa pač tega ni več, ne? In skozi to krožno pot res želimo približati mlajšim generacijam, a ne, kako je bilo nekoč, kaj so ljudje počeli, ko ni bilo recimo hladilnika, kam so shranjevali stvari, ko ni bilo televizije, ne, kaj so delali ob večerih. To si današnja mladina resnično ne zna več predstavljati, predvsem pa jih zelo jim je zanimivo, ko stopijo recimo v črno kuhinjo in povemo, da so na tem prostoru včasih živela družina s 6 otroki. In kako so si kuhali in nekaj skuhate tudi sami? Ja, mislim, kako so si kuhali, predvsem kako je mogla mama kuhati, ne, recimo to ni bilo nič prizračeno, ne, zdaj imamo vsi javljalnike CO2, a ne, včasih so v tem dimu kuhale, ne, sicer z odprtim oknom, ampak recimo tega si ne znamo več predstavljati, ne, in tudi ta gospa, ki ima črno kuhinjo, ona pač v tistem času, ko so otroci noter, malce podkuri, ne toliko, kot bi bilo včasih, ampak samo tako, da se čuti tist dim, ne, in večina jih potem že kašla in kiha in išče zrak, ne, zunaj, tako da, ja, ne, včasih so živeli v takih razmerah. Si ne predstavljamo, da se po hodniku vali dim? Ne. Ja, če smem še pripomniti, če mi, Slovenci, domačini, ne bomo potegnili z pozabe zadev
jih tudi naši otroci ne bojo znali predajati naprej. Zakaj je kar naenkrat ameriški prazniki, ameriški način življenja, obdarovanja ob določenih datumih, za katere v Sloveniji sploh nimamo baze, zakaj ne bi zopet vahčev, vahtovanja, zakaj ne na Gregorjevo se ptički ženijo, a ne? In če tega nekako ne predstaviš mlajši generaciji, ja bo res šlo v pozabo. Je zanimivo, ko govorimo o Hotedršici, ampak seveda s tem nagovarjamo vse kraje, vse vasi v Sloveniji, kjerkoli živi kakšna duša, ki ga to zanima, naj jo budi, naj začne govoriti, saj potem se mu priključi še kdo in na ta način se bo tudi naša istovetnost, kulturna prepoznavnost tudi razširjala, verjamem, da bo to povzel tudi mlajši rod, se kako pa češ drugače, če ne na takšen način, ampak želim dodati, čeprav ste s Hotedršice, kako si rečete? Ja, mi si rečemo hotenci. Ja, zakaj, odkud to? Ženske smo hotenke, moški so hotenci, potok po sredini vasi je tudi hotenka. Ta sicer nikoli ne poplavlja, ampak... Vsakne pa tudi ne. Ja, vsakne pa tudi, do zdaj še ni. Tako da, Odkud ta izpeljanka, hotenci? Hotedrščani, hotedrščanke bi lahko bile. Ja, sej razumem. Ne govorite tako. Hotenke in hotenci. Hotedrščani se nekako ni prijelo, zdaj točno zakaj smo hotenci. Kar pomnite, se je tako reklo. Se je tako reklo, tako da tudi naši starši in moja babica nikoli ni bilo drugače kot hotenc in hotenka, tako da to je v bistvu po moje neka posebnost, kot so brici. Ja. Mi smo to zapakirali tudi majčkeno drugače preko škrata Hotedraža, ki je povezan z zemljanko. Je v zgodbici tako povedano, da v bistvu hotenci, prebivalci Hotedršice smo vedno nekaj hoteli od Hotedražev. Hoteti, hotenci, da želiš preveč, hočeš hotenje. Tako, upam, da vas je ta želja po hoteti tudi pripeljala do današnjega dobrega, prijetnega, povezovalnega vaškega življenja in da se vam obeta lepa prihodnost. Imate namreč svojo nošo. Kako globoko nazaj je bila znana ali ste ustvarili kakšno svojo? Ne, v bistvu to je bila obujena iz slik med korono, ko je bil čas za razmišljanje in ustvarjanje novih idej, smo prebrskali stare fotografije in na eni odkrili, naš član Roman Treven, ki je pač zaslužen za to nošo najbolj, je odkril neko posebnost in se mu je zdelo, da to se mu zdi pa tako nekako... V bistvu v roke mu je prišla fotografija izpred dobrih 100 let. Kako so bili oblečeni takrat? V bistvu so bile vse ženske v noši, to je v bistvu bilo bolj tako, bi rekla, ta noša je bila, mogoče je bila že prej, se to ne vemo, ker ni fotografskega materiala, ampak v bistvu je bila narejena ob ustanovitvi gasilskega društva. Takrat so si ženske so se lepo oblekle in so si pač privoščile neko posebnost. Sama noša spada v alpski tip noše, se pravi, da je tako kot gorenjska. Ima pa posebnost, ki jo lahko povezujemo malce s tirolsko, ker ima v bistvu spredaj životek z vezalke in ob straneh ima našita ali pa ročno štikana dve pač taki črti. In je tako dost posebna in to sliko je pač gospod Roman Treven poslal gospodu Knificu, ki pa je rekel, da je to dovolj velika posebnost, da mogoče bi jo pa poustvarjali. Tako da smo se takrat odločili, da bomo poustvarjali tole našo nošo, ki v bistvu ne smemo reči noša, ampak moramo reči pripadnostni kostum. In smo v bistvu takrat začeli z raziskovanjem, potem pa seveda, ko začneš enkrat raziskovati, pa potem ljudje najdejo na podstrehi še kakšno, pečo ali pa kakšen predpasnik, tako da smo v bistvu zdaj vse te elemente, ki smo jih odkrili, dodali recimo noši
eni noši. Recimo prva noša je bila narejena po Plečnikovi sestrični, gospe, kako je bilo že ime? Našli ste fotografijo Plečnikove male sestrične, Tako, ja. ki je bila oblečena v to nošo in žensko nošo prva oziroma pripadnostni kostum. Tako. To smo poustvarili prvo, tako da v bistvu... A potem so se pa še našle fotografije? Potem pa smo mi imeli fotografije teh žensk, ki so bile oblečene v te noše ob ustanovitvi gasilskega društva. Mimo grede letos imamo 120-letnico gasilskega društva in smo pač ugotovili, da so mogoče imela barvna krila in tako se je v bistvu naredila ena modra noša, zelena noša in oranžna. No, ste imeli strokovnjaka, ne, gospoda Bojana Knifica. Z področja tega oblačilne dediščine. Mogoče še to malenkost, krilo, spodnji del do pasu je pač v barvi, recimo v zeleni barvi, potem pa životek, ki je prišit na krilo, je pa v drugi barvi, recimo v črnem, in na to črno blago je potem so všite te čipke, prišiti gumbi. Tako da v bistvu gre za dvobarvno kombinacijo. Čez ramena poveznjena ruta, zatlačena spredaj ta životec. Me zanima, predpasnik, sklepanc, recimo sklepanca, ne? Pri gorenski noši to je, bomo rekla, kovinska pas, ki je privezan na osnovni pas. In v naših koncih so pa gospe najbrž zaradi takšnega gmotnega položaja si niso mogle prvoščiti kovine, medenine, srebra in so naredile ta sklepanc iz blaga oziroma iz čipke. Tako je. Vendar je v bližini Idrija. Ja, seveda. Tudi v naši vasi so znale. So kleklale, seveda. Ja. Se imamo tudi pač še vedno gospe kleklajo. Koliko teh pripadnostnih kostumov je danes? A jih šivate pogosto? Strmite k temu, da kot včasih je imela vsaka doma ta kostum, kaj pa danes bi radi razširili, da bi bil to nek vaš prepoznavnostni znak ob slovesnostih, da bi se preoblekli v to? Ja, seveda, ne, to je pač naša težnja, tako bomo rekli, ne, to bi želeli uresničiti. Vi dve imate ta kostum? Jaz ga imam, jaz ga pač se še šiva. Še nimam. Se še šiva, kaj ne smo Brigita. Čipka se še ustvarja. Ja, tako dajem prednost drugim. Res je, in ko se oblečeš v ta kostum, zaenkrat imamo, mislim, da 4 ženske kostume in 2 moška kostuma. Ja, pa imamo tudi enega originalnega, ki smo ga potem našli, ne. Tako da v bistvu smo potem našli preko 100 let star originalni noša. Tako da Pa ga imate lahko v Hotedršici ali je znova potoval v muzej? Ja, ne, to imamo, je v zasebni lasti in gospodična, ki je pač potomka, ona obleče, ne, in zdaj, ko bomo imeli parado v nedeljo, bo tudi v tem kostumu originalnem pač tudi ona predstavljala. Ja, lahko se uživimo, kako je nositi takšen kostum, kako te povzdigne. Vroče. Ja, zgodovina, vroče ja, ampak res postaneš druga oseba. Se zavedaš te preteklosti in zgodovine in tistih, spoštovanje do oseb. Včasih je bil to za njih kar velik gmotni zalogaj, da si je gospodinja, bom rekla, dala narediti nošo. Na začetku, ko začneš oblačiti, si misliš, da je to neko kostumiranje, imaš tako mal zadržan odnos do tega, ampak potem, ko večkrat oblečeš, ko osmisliš, bolj ko si poučen o zgodovini te noše in o njeni vrednosti, bolj spoštljivo jo nosiš z nekim spoštljivo držo. No? Niti problem se odreči, da ješ v noši. Res predstavljaš svoje prednike, zgodovino kraja. In vse, kar so oni vložili v to, da se je živelo, da se je preživelo. Ja. Posebej, ker ste imeli izziv
Ja, v bistvu je bilo v tistem času je bila, meja, a ne, v bistvu življenje ob meji je bilo, vse je bilo polno adrenalina, po moje, vedno, vse so bili pač lepi, ampak so bili tudi nažalost grozni trenutki, ne, ker prehajanje meje je bilo le vsekakor pač kaznivo, ne, in je bilo največkrat končano najboljša možna je bila z zaprtjem. Tako da, O hotenskih navadah in običajih se pogovarjamo iz kulturno-turističnega društva Hotedršica. Sta z nami dve dami, gospa Brigita in gospa Barbara, in ko se zdaj pogovarjamo seveda o vaših posebnostih, s tem nagovarjamo in skušamo spodbuditi tudi vse ostale. Poletje je čas, ko lahko po eni strani pokažemo svoje posebnosti, znamenitosti, na katere smo kot domačini ponosni, po drugi strani pa to tudi čas, ko lahko sedete skupaj, ko v miru pogledate, kaj se je naredilo in kje se vam poti odpirajo naprej. In vaša vizija. Kaj bi radi ustvarili iz vsega tega, z vaše krožne poti, z odkritih, od teh pripadnostnih kostumov do odkritih fotografij, skratka vsega tega bogatstva kulturnega in vaše dediščine izročila. Kam zdaj naprej? Ja, v bistvu delamo na tem, da klasično krožno pot po Hotedršici, ki jo še vedno seveda se izvaja za učence, za kogarkoli, za zaključene družbe, ki nas kontaktirajo, hočemo nadgraditi z nekim doživetjem. V bistvu je doživetje na krožni poti okušanje vinskih štrukljev in pa natančno spoznavanje hotenske noše, hotenskega pripadnostnega kostuma. Če rečemo, da običajna krožna pot po Hotedršici vzame 2 do 3 ure, to je lahkoten sprehod po vasi, nam to doživetje o vinskih štrukljih in o noši kar vzame tam nekje do 4 ure, da se res lahko v skupinici poglobimo, da lahko postrežemo vinske štruklje, povemo, kako se jih naredi, lahko jih okušajo, pojejo v miru, prav v ambientu črne kuhinje, medtem ko lastnica zakuri v kurišču in se po veži vali dim, mi v sami hiši, kjer je miza, lahko uživamo v vinskih štrukljih. Potem sledi ogled Hotedršice po krožni poti in na koncu še en tak postanek ob hotenski noši, kjer se dobesedno gospa oblači postopoma pred občinstvom, da v bistvu res razloži za vsak kos blaga, zakaj je tako, za kakšne namene je včasih v bistvu služil, danes je pa dekorativnega pomena, in to ljudje zelo z radovednostjo sprejemajo. Danes se z nošami v bistvu srečamo res par kakšnih folklornih nastopih, Ja, nimamo tako povprečno stika, pa nimaš stika z nošo in v bistvu potem, ko jim razložimo od peče do nogavic, do čevljev, potem razumejo, kaj gledajo, kaj imajo pred sabo, in tudi ko gledajo druge stile noš iz Slovenije, znajo opaziti razlike, kaj je drugače. Dokler pa nisi poučen o tem, pač ne veš, gledaš neko lepo urejeno gospo iz zgodovinskih časov, no in s tem doživetjem na krožni poti pa v bistvu hočemo tudi ozavestiti, poučiti ljudi. Ja, da imamo kulturno dediščino in da jo je potrebno pač ceniti, ne. Če ne bomo sami cenili teh naših posebnosti in tega, nas pač ne bo nihče cenil, ne. Velikokrat reče, kdo prihajajo novi ljudje, tudi drugačnih kulturnih ozadij, kaj se bo zgodilo? Nič. Tako kot naši rojaki po drugih delih sveta gojijo svojo kulturo, zato preživi, tako se bo tudi tule zgodilo. Prihajajo drugi, ki imajo morda tesno povezavo s svojo kulturo, seveda jo bodo ohranjali, kot si mi želimo svojo, in tudi njim treba dopustiti, da oni svojo gojijo, ampak naša bo izumrla samo, če mi svoje ne bomo gojili, kot sta rekli gospa Brigita. Tako je, ja. In zdaj to razložiti, da bi vsak razumel, to je pa zagonitka. Ja, to pač, s tem se pač mi v Hotedrci pač trudimo, da bi mogoče pač preživela, ne, in da bi se zavedali svojih korenin, tako. Pa imate veliko mladeža, se živi 200 predstavnici mladega rodu, roko na srce. Kaj pa še mlajši, ki so zdaj otroci, mladina?
kažejo Ja, zavzetost za te seveda, vsebine? predvsem vsako leto imamo recimo Miklavževo igrico, potem imamo pustovanje za otroke in s tem pač vključujemo tudi mlajše rodove preko, recimo ta Miklavževa igrica je prav posebej za pač napisana, gospod Rovan Treven pač piše tudi igrice in je napisana za pač toliko otrok, kolikor jih nastopa v tistem trenutku, kolikor jih želi nastopati, no, tako bom rekla. Tako da v bistvu preko tega potem Pridejo z vami v stik? pridejo z nami v zraven. stik in potem jih pač tiste, ki jih zanima, seveda bojo ostali, tisti pa, ki ne, imajo pa tudi morda še kaj drugega za početi. Ja, pri mladini je tako, ne, sej težko, da bi mogoče kdo kar samo od sebe prišel pa se javil, ampak če jih majčkeno povabiš, pa potem zanimiraš in potem ona pokliče še svojo prijateljico, pa kar nekako rata skupinca, ali pa mogoče, sej pri prvem povabilu ni odziva, ampak nekako nas imajo tam zadaj nekje, da nekaj pa se dogaja, pa zakaj pa ne bi še jaz pomagal, pa sej ko poslušajo nas aktivne člane, se je res, ne, če bomo vsi samo pasivni in bomo res rekli, sej se nič ne dogaja. Treba je biti aktiven in ko jih s tem zasipamo ali pa ko nas poslušajo, počas potem pridejo noter. Nekje se že najdejo. Sej, če ti ni všeč nošati, je pa mogoče ozvočenje na pustni prireditvi, a ne, si pa bolj tehnični tip, ali pa redar na veselici. A ne? Ja, se najde vloga. Za vsak profil se najde. Je pa vsak par rok šteje. Tako, ja, v bistvu, ker pač nismo zdaj, ne vem, neko veliko društvo, pač probamo vključiti vse člane, zdaj eni pač ne želijo pristopiti, drugi pa pač z veseljem. S tem, da pač z mladimi delamo tudi preko otroških slikanic. Izdali smo recimo eno slikanico Barbara Kesi, ki se navezuje z naravniško cerkev in je v bistvu legenda, ki je krožila po pač naših krajih. Ne? Potem ena je tudi Hotedražev zaklad, kjer v bistvu lahko pridejo otroci tudi na Hotedraževo pot. Sicer zdaj je okrnjena, ker se dela po vasi kanalizacija, ampak upam, da bo jeseni zopet zaživela. Lahko si preberejo pravljico o tem, to ni zgodba, to je pravljica, ja, o tem škratu, lahko jih obišče škrat na sami poti, tako da v bistvu otrokom želimo kar približati to dediščino in želimo jih tudi preko tega pač povabiti k sodelovanju, ne, da pač bomo imeli tudi mogoče podmladek, ki bo bil ustvarjalen. Ja, ravno pri najmlajših, a ne, govorimo o vrtčevski dobi ali pa prva triada osnovne šole, ne, recimo slikanica Gregorjevo. Ja. Preko takšnih vsebin jih ozavestimo in povemo, kako so to naši predniki delali v preteklosti in da lahko to še vedno počnemo in zakaj ne bi vzdrževali tudi v sedanjosti. Zdaj, ko vaju poslušam, Brigita in Barbara, pa se spomnim tudi dejstva, kar nekaj staršev mi je v teh zadnjih tednih reklo, otroci ne želijo več z nami na morje. Včasih smo pa drli in smo bili žalostni posamezniki doma, ker pa starši niso šli na morje, ker glavnina se je kar preselila, se mi zdi. No, pa ni več tako samo po sebi umevno, morje je postalo dostopno, postaja jim dolg čas in je vse več družin, ki pa nekoliko drugače zastavijo svoje počitniške poti. Opazite tudi vi dve oziroma prek vajinih socialnih omrežij in teh povezav, ko ste v stiku z drugimi, so družine, ki se odločajo, kaj pa če bi raziskovali Slovenijo? Ja, seveda so, ne. Vse več? Vse več je tega, tudi jaz recimo grem zelo rada po kakšnih takih odmaknenih krajih, ki jih pač ne srečujem lih pri poročilih vsak, ali pa recimo tako v medijih, ampak so vse na vidu in jih pač raziščeš, ugotoviš, kaj imajo, kakšno posebnost imajo in v bistvu Slovenija je tako zelo majhna, ampak imamo toliko enih bogastev, ki si jih dejansko niti ne zavedamo, naj bojo to naravne, ne, imamo izredno lepo in neokrnjeno naravo,
kakorkoli se to že sliši, je res, ne, ko greš mičkam po tujini, vidiš, da je v Slovenija še zelo en tak biser, ki ga Slovenci sploh ne poznamo, ne, in ga je treba odkriti, ne. Za vsak, mislim, resnično drži, ne, pregovor, vsaka vas ima svoj glas, ne. Tako da v bistvu že, recimo, ko gremo samo pač par metrov naprej v drugo vas, pri nas recimo, je že je že kakšna drugačna stvar, se že mogoče kaj spremeni, imajo kakšno drugačno navado ali pa šego ali pa običaj in to se mi zdi, da nas bogati. No. Res je, pojmovanja za isto rožico so lahko zelo različne od vasi do vasi. Ob tej priliki bi še povedala vse zainteresirane, ki bi si želeli ogledati Hotedršico pod našim vodstvom, nam lahko pišajo na mail ktd.hotedrsica@gmail.com. Mogoče, ko ste vprašala, kaj je zanimivo ali pa kaj otroke privlači, mogoče res čarobnost Tomažinovega Malna. Tukaj pridemo sredi polja, pričaka nas mogočna stavba in ko otroci se lahko po stopnicah povzpnejo v globino do mlinskega kolesa, mislim, to je za njih res bom rekla, nekaj več kot morje. V bistvu hiša, no pa dobro, da ne bomo povedali preveč. Mlinskega kolesa se ne vidi, ko prideš do da ne bi kdo narobe razumel. Seveda krasno je imeti nekaj morskih radosti, ampak ker so počitnice razmeroma dolge, več je časa, pa res izrabimo kakšen dan, konec tedna za ta odkrivanja slovenskih krajev, vasi. Vi se tudi potrudite po turističnih društvih za slikovni material, za namige, uredite poti, ohranjate, obnavljate hišo v stalo, nesnovno dediščino. Hočemo pozoriti na ogromno tega gradiva. V Hotedršici pri vašem kulturno-turističnem društvu se trudite za to in še množica vseh ostalih. Saj verjetno se tudi vi med sebojno povezujete, ne? Pa izmenjujete ideje. Seveda, ja. Tega dela je ogromno v Sloveniji, no, na to želimo pozoriti. Tako je, v bistvu želimo, no, pač seveda se želiš predstaviti, ampak hkrati pa predstavljiš tudi kakšen soseden kraj, recimo, ne vem, Medvedje Brdo, ne, tam imajo čudovito medvedkovo pot za otroke. Tako da dejansko ta povezovanje... Za režijskim steklom sedi, vajen skoraj da sosed. Z tega kraja smo že potovali s kolesi mimo in držijo besede. Zelo lepi konci, zelo razgledna ploščad, preden se spustiš v Idrijo. Tako je, recimo, res lepa narava, pohodništvo, kolesarjenje, tek, tako da v bistvu zelo aktivno lahko preživiš na naših koncih recimo to dopust ali pa kakšen dan ali dva. Neokrnjena narava, kot smo že rekli, in pa hvala Bogu še ohranjena nesnovna kulturna dediščina, širše izročilo. Vse to še živi, pa res živi. Ali se je treba z muko potruditi, da to tudi se obdrži? Ja, v naši vasi smo nekako zdaj z društvom prišli na ta nivo, da pa kar lahko rečemo, da živi. Vaščani so dobro sprejeli krožno pot po Hotedršici, tako da če kdo najde kakšno posebnost, ki se mu zdi, da bi jo pa tudi javnost, da bi lahko slišala zanjo, nam jo prinesejo v društvo, mogoče govorim zdaj o delih noše, no, ali pa zbirka starih predmetov, staro orodje, ne zavržajo, ampak vendar pomislejo tudi na nas. Bom pa najprej še njim pokazal, preden vržem stran, mogoče pa kaj vejo o tem ali pa bi kako drugače predstavili še potomcem. Tako da mogoče smo res dosegli en tak nivo, da pa stvar živi, no? Ne da moraš na silo to delati. Ja, korak naprej od ideje. Tako je. Ja. In se v bistvu že razvija, nadgrajujemo v to doživetje. Ja, zdaj v bistvu lahko že nadgrajujemo, ne. Seveda gre velika zahvala tudi našim predhodnikom, ki so pač začeli s tem, ne. To ne, da ne gospa Jožica Nagode, ki je začela z društvom in v bistvu s krožno potjo. Ona je tudi še vedno zelo aktivna. Tako da dejansko njej gre v bistvu vsa zahvala, da je to pripeljala recimo v Hotedršico in začela s tem, bil je dober štart in v bistvu se vse skozi ohranja in nadgrajuje z vsakim recimo mandatom predsedništva so nove ideje.
Gospa Brigita Vehar in gospa Barbara Zelenec, ob sklepu naše oddaje, kot rečeno, spodbujam predvsem nas, da bi se v vsakem kraju pozanimali, kaj je tam že raziskanega, kaj nam je na voljo, katere poti so urejene. In sleherna vas se zaveda svojega glasu, svojih posebnosti in je veliko narejenega, številni zelo požrtvovalni posamezniki so, ki so to našo ljubo Slovenijo res dokumentirali in pojdimo to odkrivati, potem bo to tudi preživelo in živelo še naprej se razvijalo. Ob sklepu vaju zato res vprašam, kje smo, kakšno je stanje naše družbe. Veliko se govori o kulturni in sploh dediščini. Smo jo začeli bolj ceniti, se je ta osveščenost dvignila na, recimo, da vsaj za stopnjo višje, kam gremo, kje smo. V bistvu lahko bolj govorim recimo za naše področje, nekako bi rekla, da so mladi začeli kljub telefonom in internetu in vsem, so le začeli gledati tudi skozi okno. Ja, bi rekla tako, ja. To je pa dobra misel, ja. Začeli gledati znova skozi okno. Ja. Mogoče tudi te večje organizacije ali pa recimo na občinski ravni je pomembno, da podprejo delo nas manjših društev in da to naše delo ukomponirajo v svoj obstoj. Da se imajo društva možnost pokazati na, zdaj bom rekla, prireditvah, komemoracijah, ob nekih slovesnostih. Takrat tam je tudi večja masa ljudi, ki pa mogoče niso prišli prav z namenom, da bi spremljali kulturno dediščino, ampak če na ta nevsiljiv način daš kanček kulturne dediščine, nesnovne dediščine na prireditev, se počasi začne to širiti med ljudi. Tako da veliko je različnih poti, kako priditi do ljudi. Treba je kar izkoristiti v bistvu vsako pot, tako od šol, kot od regijskih srečanj, občinskih srečanj, tudi kakšen izlet v drugo pobrateno občino, v drugo državo. Zakaj pa ne? Vinski štruklji. Katera boljše pripravi? Barbara in Brigita. Ja, tako bom rekla, Barbara jih je večkrat. Diplomatski odgovor. O okusih se pa ne razpravlja. Pa je vinske štruklje težko pripraviti ali štruklji v osnovi takšni, kot so. Zakaj so vinski? Ker sem na hitro preletela recept in vina v testu in na nadevu ni. Ja, tako je. Naj bo to skrivnost, pa gremo hotedršico jih poizkusiti. Ne, mečkan jim bomo povedali. Dobro, pa jih sicer dobimo v kakšnih lokalnih gostilnah. Za enkrat še ne delamo na tem. Na krožni poti pa lahko dobite, se pravi, prej se najavite, gremo po krožni poti in potem lahko priredimo degustacijo. Tako je, lahko nas pokličete, pa vam jih pridemo narediti kot delavnico. Dobro, a tu naredimo kar piko, ne nekaj skrivnostnosti, pa vendarle ostane, vsega pa res ne smemo povedati. Če smo se pa vsem preoblekli že zaradi vašega lahko kostuma. Ne. V bistvu vinske štrukle lahko pač pridejo na našo krožno pot, jih probajo v črni kuhinji preko tega doživetja, lahko pač nas pokličejo in pripravimo delavnico za njih, tako da v bistvu, lahko ostane malce skrivnost. Naj bo skrivnost, ja. Informacije so pa tako ali tako vsem dosegljive. S hotedršice, s tamkajšnjega kulturno-turističnega društva smo imeli v gosteh predsednico Brigito Vehar in pa vlogo tajnika pri društvu upravlja Barbara Zelenec. Hvala lepa za vajino navdušenje. Verjamem, da je marsikdo, ki je poslušal ta pogovor, pa če upravlja podobno delo kot vi dve, zdaj kar malce se vzdigoval na sedežu, ker bi rad seveda s takšno zavzetostjo tudi sam spregovoril o svojem kraju, o svoji vasi, ampak kot smo že rekli, ta pogovor je pravzaprav strnjen in je dokaj podoben. Ne glede na to, v katerem kraju bi bili, bi verjetno tam našli posameznike, ki so tako zavzeti za njim lastno kulturno in sicer dediščino. Ohranjajmo. Veliko je zapisanega, ohranjenega, ne samo, da je zdaj to na voljo kot zapis, ampak vi živite dediščino. In hvala lepa za to dodatno delo, vajino in za dodatno delo vseh ostalih, ki držijo, zato da ima Slovenija še vedno svoje ime. Mi pa ponosni.
Tako, državljani in državljanke. Da to kar drži. Tako da kar pogumno vsem podobnim članom društev ali pa posameznikom, ki gojijo kulturno dediščino, nesnovno kulturno dediščino, naj se povežejo z društvom v svoji vasi, v svoji občini. Več, ko jih skupaj stopi, močnejši so, lahko pokažejo nekaj. Mogoče tudi v sami občini, v regiji ne vejo, da se s tem ukvarjajo. Pač treba je majčkeno informacije deliti tudi z drugimi. Ja, tako da hvala vam za to možnost, da smo se lahko predstavili tukaj. Gospa Barbara, tudi vi ste zbrali pogum, spisali nekaj vrstic in nastala je prav prijetna poletna oddaja. Kot rečeno, zdelo se mi je modro umestiti tudi te vsebine v Via Positivo, ker kaj ni bolj pozitivno, če ne prav to, ali je kaj bolj pozitivno, če ne to, da imaš rad svoj kraj, svoje ljudi, da se zavedaš pomena drugačnosti in te dragocenosti različnega. In tako bo naša Slovenija tudi ostala. Tako, in to je možnost za preživetje. In če ne, bodo prišli agresivnejši, drugi z drugimi močnejšimi prijemi. Treba je se vrniti k koreninam in jih zaliti, ali kako bi jaz rekla, da jih v bistvu obudimo in iz tega lahko zraste marsikaj lepega. Tako da pogumno. Vabljeni v Hotedrso. Vabljeni v Hotedrso in če imate svoje ideje, kar pogumno jih realizirajte. Odkrivajmo Slovenijo. Zato so tudi počitnice in na voljo dopustniški časi, zato da pokukamo čez planke še kam drugam. Hvala lepa vama, dragi dami, Brigita Vehar in Barbara Zelenec in vsem v vašem koncu. Srečno. Ja. Hvala. Lepša hvala. Pa nasvidenje. Nasvidenje. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.